Dober večer. Anja Golob, didaskalija k dihanju, poezija. Med menoj in cesto, bolj kot kadarkoli vem, je zgolj tanka črta poezije. Med menoj in mirom končno vem tudi. Jezik se slabo počuti v že narejenih metafizičnih sistemih. Ker je hitrejši, se ne more prilagajati gibanju filozofske misli ali pa se ravnati po načelih kvantne mehanike. Okorišča se z njima le kot z orodjem, odsevom z usporedne ravnine, ki ga, da se ne bi ranil, preseje in zapusti. Kajti, če hoče doseči visoke lege in oddaljene registre, mora izločiti vse strupe, se znebiti vsake odvečne teže. Bližanje luči je vedno bližanje neznosni lahkosti samote. V njen koncentrični krog vstopa tisti, ki sta mu odvezo dala dva ognja. Ogenj iztekajočega se tisočletja in ogenj, ki ga zaneti čudež rojstva. Presekanje gordijskega vozla jezika. Ni človeka, ki bi ga poezija pripustila v dar spočetja, ga v fazah svojega začetnega premikanja potegnila v prazno polje, razen tistega, ki piše. To je čas potovanja, onkraj stvarjenja, ki spusti vase le še dišanje oznanjenja in angela. Ogromni temni skladi se premeščajo v snu in izklicne cene na dražbi mrtvih duš začno vrtoglavo naraščati. Popolna oblika je seštevek vseh znanih in neznanih razdalj med človeškimi srci in v vesolju, ki jih gospodova milina razdeli na enake dele. Vsebina, vsa ljubezen, prestrežena v kelih, ki ga išče jezik. In načrt je izpolnjen. Ko za imenom ne stoji več jaz. In pesem ne čaka na čudež, ker se je v procesu te že zgodil. Ne bedi ob mrtvem, ampak ob nerojenem, da bi se potopila v molitev in izplavala iz nje. Kot žetev tišine. To je bil Uroš Zupan s pesmijo Načrt za poezijo ob koncu tisočletja. Anja Golob, hobi. Kar me dela močno, prav od sile močno, kakor Popaj, in kar mi daje prav, tudi ko nimam prav, niti pomotoma, je prvi spol ednine, prav vse prav. Gledati stvarem strmo v oči, tudi ko, pravzaprav predvsem, ko bodejo, zahteva pač pogum, skrb, prav nič naključen smisel za humor, za gamano zagnanost, skratka boj. Kdor ga ne zmore, naj ne lazi za poezijo, ne bo mu dala niti pomotoma. Morda je sicer kurba, ni pa neumna kot politika. In ni hobi. Aranžerji, animatorji, maškare in antropomorfne pokveke. Gremo. V soncu stojite in ne mečete nobene sence. Matjaž Pikalo, dvignila si obrv. Dvignila si svojo lepo obrv in prisluhnila otroku v meni, ki ti je ves čas vožnje na pusti otok, tožil o tem, kako ga zaboli v ušesu, če se potopi globoko. Kako trpi pri hoji, ker ima v peti bodice morskega ježka in kako ga peče koža, ker ga je opeklo sonce. Resnični otroci so se medtem na čolnu igrali odrasle in se šopirili, kako so pametni, ker znajo uporabljati kompas, kako so veliki, ker znajo narediti vozel po imenu Pašnjak in kako so močni, ker že lahko dvignejo sidro. V morje so vrgli steklenico s sporočilom, da bi radi čim prej odrasli. Otrok v meni pa ti je še kar govoril o nekakšnem sindromu
o mojih norostih in obsesijah, strahovih in nebulozah, kakršna je bila tista o potencialnem ljubimcu, da si dvignila še drugo obrv. Proti večeru se nam je pokvaril motor. Sonce je potonilo nad otokom, pred katerega smo pripluli. Tam se je naredila krvava rdeča večerna zarja. Ni mi preostalo drugega, kot da sem vzel v roke težka lesena vesla in zaveslal proti kopnemu. Spustila si svojo levo obrv in me opazovala s sijočimi očmi, kar me je napolnilo z novimi močmi. Ko sem priveslal do obale, si mi dala vedeti, da sem odrasel. Anja Golob, srce, ki ljubi. Veš, kaj zdaj delam? V gmoti godne noči se ljubim s teboj, obračam se, v zraku gnezdim, tvoja nema prisotnost, ni te tukaj, hočem reči fizično te ni, a tvoja nema prisotnost dela iz mene divjo krvoločno zver strgano sketne, ki že tedne ni videla hrane. Žrem, kri lokam, da škropi vse naokrog, ko te ljubim, ko te tiho grozeče ljubim, ko se ti brezkompromisno bližam, te obkrožam, ti jemljem prostor, te nežno srečujem iz oči v oči, se te dotikam s konicami teh, krempljev, te vedno bolj grabežljivo jemljem, sladostrastno trgam, ko ruvam iz tebe srce, ki pojemajoče zavija v razbitem skopljenem ritmu, ko usiha, ugaša. Zgodi se moja volja, veš, kaj delam. Da ni tvoje esence, da je vse sivo, utrujeno, dvodimenzionalno, da te iščem. Ti paje, kadar se ustrašim, kje si, kadar se zavem, kje sem, kako si upijem, od sten se odbija. Čuješ? Kako si? Kako te ljubim, veš, kaj delam. Si nič ne moreva. Pridi, šepetava, ponavljam za tabo, pridi. Daj mi roko, šepetava, daj mi roko, daj, pridi, da zabrodiš v lepki krvi. Telo te vrelo kliče, pridi pon, pridi, žalost, pridi. Lepa, ne? Lepa. Dober večer, dober dan. Pozdravljeni. Vsak četrtek do 26. oktobra bomo igralci Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana prebirali v tem prostoru, kjer lahko vidite določene stvari Slovenskega narodnega gledališča Drame Ljubljana. Za vas, z vami in vabeni vsak četrtek. Sodobna slovenska poezija. Nisi povedal, kaj bomo prebirali. Dobro, hvala, da si me popravila. Zgubil sem se nekje sredi poti. Medtem, ko sem razmišljal, katera je naslednja knjiga, ki jo bom vzel v roke, to je knjiga Aleša Štegarja, Knjiga teles. Včeraj bo bil. Kdo je zgradil, kar je bilo? Kar bi bilo. Kar biti utegne zazidano včeraj. Jutri nov včeraj. Trden za zmeraj. Vnaprej dokončan. Včeraj ni bil. Le kup ruševin. Včeraj bo jutri. Neznan je graditelj. Jutri pa ruši, kar ima jutri. Anja Golob, James Bond je in ni imel prav. Jutri vselej pride, nikoli ne umre. James Bond je imel prav. Zbudiš se, moral si zaspati, ne veš kdaj, kako, veš, da v solzah, ker te oči skelijo in so utečene. Jutri vselej pride, nikoli ne umre. Danes je prvi dan ostanka tvojega življenja in neka vrv, čvrsto spletena si verjel, je popustila. Res je,
Vrv se da znova zvezati in znova bo držala, a kar je strgano za vselej. In šiv je šiv ravno zato, da se občuti, kar drži, da spomni na razpoko. James Bond ni imel prav. V špičakih je tekel brzo kakor veter, vihteč v roki kolt, čez strehe po žrjavih, pilotiral ukradena letala, helikopterje, skakal s padalom, kdaj tudi brez padala, drvel v drobnih avtomobilih, hitrih kot strela, igral je poker, srkal vodko martini, shaken, not stirred, in zrl v oči Joške in mednožja tisočim prelestnih lepotic, ki so se prej ko slej udale vse po vrsti, namesto da bi sedel doma in pletel makrame iz vseh vrvi, ki so se strgale. Izbral je M in služenje kraljici, domovini, sam pa že od leta 1962 išče svojo srčno damo. Uničujoč Q-jeve iznajdbe, pisala in ure, ki streljajo ali oživljajo, namesto da bi doma namakal noge v solno kopel in zastavil vso svojo popolno človeškost za to, da spleta nazaj, kar je počilo. Se pretrgalo, popustilo, v čvrste vrvi brez vozlov, brez šiva, brez zareze. James popolni Bond ni imel prav, ko je reševal svet, namesto da bi reševal človeka. Človeka za človekom in vezal znova enega za drugim, enega z drugim. On bi to edini zmogel. Nesmrten, večen, v dan pravičnosti, sužen ljubezni. Kje si, Bond? James Bond. Kraljica ni edina, ki te potrebuje. Report for duty, number 7. Primož Čučnik. Trgovina. Je neka zgradba, no, ne ravno velika zgradba, v katero včasih stopim po zavojček tobaka, nekako sam, ker takšen želim biti, tudi če nisem vstopil sam, z nemogočim drhtenjem vsega sveta, ki brez mene ne obstaja. Ta prostor je več kot trafika, v njem prodajajo tudi nekaj hrane, kavo in pivo, ali sedijo za priložnostno mizo, medtem ko pijejo kavo ali pivo in mi narekujejo to preprosto izpoved, rekoč, v vsakem trenutku dneva tukaj dobiš svoj tobak, cigarete, kavo ali pivo in časopise, ki ti bodo povedali, česar mogoče niti nočeš vedeti. Kako je tisti tip pokvarjen in svet premaknjen in iztirjen, zagotovo pa urejen tako, da brez tebe ne obstaja. Kako dobro bi bilo brez sveta, brez njegovih ognjemetov in grenkobe, sam v mislih in samim sabo, se včasih zamisliti o teh stvareh in brez haska dnevno prestopati prag trgovine, ki se ne boji ničesar bolj od propada, napisa na vratih za zmerom zaprto. Ni težko premišljati o tem, ali si želeti takšnih stvari. Skozi vedno odprta vrata trgovine je celo preprosto spustiti vsako misel, pozno željo, blodnjo ali skrito upanje. Hrup z ulice, nekaj tako vsakdanjega, pri zaprtih oknih udira skozi okna in drugi ljudje, ki čakajo ali pa se delajo, da čakajo, ne razmišljajo o tem, o čemer razmišlja mlajši lastnik prodajalnice. Svojo kavo ali pivo pijejo drugot, ker pri njem lahko pijejo kavo ali pivo samo nekaj strank in te stranke tukaj pijejo kavo ali pivo z veliko večjo pripravljenostjo na neznano, saj kave ali piva ni mogoče použiti, ne da bi okusil neznano. In tobaka ni mogoče povleči brez tega občutka. Vse to se lahko razbere v očeh prodajalca, gostov in nekega kupca. Jaz ne razmišljam tako. Meni zadostuje tobak zaradi tobaka samega in svet zaradi svoje modernosti, ki mi ponuja toliko možnosti sprejemanja in zavračanja, da mi ne dopušča dvoma o obstoju. Sem brez bedastega, ničnega kolebanja in poln bivanja. Stopim na cesto, sprehodim se po ulicah in vsak dan grem mimo iste trgovine.
Včasih stopim vanjo in lastnik se mi nasmeje, ker ve, kako sovražim trgovine, čeprav z navideznim zanimanjem prestopam iz ene v drugo in opazujem proizvode, vedoč, da so jih naredile podobne roke kot moje. In stroji, podobni pisalnim strojem, računalniki, podobni mojemu. Trgovina je že od nekdaj del prekletega svobodnega sveta, ki pa ga zato ne preklinjam nič bolj, kot bi ga, če ne bi obstajala. Trgovina ni nikomur nič neznatnega. To, kar se prodaja, ne pozna nemogočega. Neznanega se ne da kupiti, pa vendar kot maska ostaja na obrazu prodajalca, ki se nasmehne, da bi ti prodal zavojček tobaka, ki ga pokadiš z občutkom neznanega zadovoljstva, da si del spranega in skrčenega univerzuma, ki obstaja. Prodajalec bi prodal še dušo, samo da bi kaj prodal. Seveda so zapletenejše reči, kot je prodaja, ampak tudi te so neizvedljive, če nimaš talenta in duše. Tako vsaj pravijo. Jaz tako ne razmišljam. Če sta mi bila v kakršni koli meri dana duša in talent, o tem ne vem ničesar. In če sem ju v kakršni koli meri zapravil, o tem ne vem ničesar. O malo stvareh vem tako malo, kot prav o duši in talentu. Mogoče nimam talenta, da bi to vedel. Uživam v svoji nevednosti in ničesar ne prikrivam. Ko bom magari skupaj z dušo, o kateri ne vem ničesar, ugasnil ali kam odfrčal, takrat bom zaprl trgovino. Tako si mislim, ko se nasmiham izza pulta svoje prodajalne. Je pa še neka zgradba, ki sem jo opazil pred dnevi. Med tekom. Spodaj je trgovina s starimi igračami, od tal do stropa naložena ropotarnica, gorovja rabljenih igrač. Tja sem vstopil in neki možakar je brskal po kockah, po koščkih, ostankih sestavljank, kompletov, po razkošju oblik. Bil je smešno prevelik za drobne igrače, ki brez njega ne obstajajo. Katja Perat, najboljši so padli. Kaj je dialektika? Vsakič, ko nekdo reče pička, si želim, da bi šla na kavč v kotu pod deko brat fenomenologijo duha. Vsakič, ko nekdo reče fenomenologija duha, si želim, da bi ga prijela za roko in se šla z njim poljubljati na požarne stopnice. Aleš Štegar. Beseda da, da jezik vzame. In ne da, in da ne, in ne zakaj, in kam, in komu. Če jezik da, da scela. Le beseda ne, beseda le, beseda preperela jemlje, kar da, ne vzame ne. In kar ne da, dar ne postane. Beseda da besedo, jezik vzame. Zakaj in kam in komu gre posest? Je dar, da beseda jeziku jemlje, kar je jezik? Da dar ni nikdar dan? Da jezik vzame zmeraj tebe? Katja Perat, dekonstruiraj me. Jaz svojim svobodomiselnim odnosom do resničnosti sem neka popolnost. Zlate sanje avantgardistov, razstavljena identiteta, zmagoslavje nekoristne komplikacije, dekle, ki se je spremenilo v pralni stroj, razkosano telo, raztreseno po puščavi. Zato smo se borili. To je kraljestvo, ki je obračunalo s fašizmom. Jaz sem vaša zmaga. Hvala. Ne potrebujem pozornosti, ne zahtevam ljubezni.
Z vesoljem sva poravnala račune, nobenih uslug mi ne dolguje. Sem izmišljena popolnost, sem neskončno izmišljenih popolnosti, ki zahtevajo neskončno vzdrževanje. Sem, kar sem znam, sem, kar sem si izborila, sem, od česar se obračam, sem, proti čemur sem obrnjena, sem, kar mi pripisujete, sem, kar neopaženo zdrsne mimo. Dekonstruiraj me. To je edina intimna zahteva, ki jo lahko postavim. Dekonstruiraj me, vzemi me iz literature in me pripravi za ljubezen. Matjaž Pikalo. Mesto heroj, Majdi Vrhovnikovi. Letno gledališče. Ženski glas sarkastično napove, da Ljubljana, mesto heroj, pozdravlja Laibach. Pevec pa dobi v glavo steklenico, po bradi se mu pocedi kri, a ne odneha, poje naprej. Ironija zgodovine je, da se 40 let prej mlado dekle s slovesom lepotice bori, da bi Laibach postal Ljubljana, za kar dobi v glavo kroglo. Tudi ona poje in igra, le da na harmoniko. Veselica je kratka, že pride vojska. Vzame nahrbtnik, kovček s preciznim inštrumentom in dobi partizansko ime. Tiska letake. Vse. Blazinice prstov ima čisto črne. Zadnjo zimo vojne mora v Celovec. Mraz spremeni plašč v ledeno klep, srce v ogenj. Mesto je gnezdo rjavih srajc. Sestro v orožju se umaknete na varno, a je hiša izdana. V izbi čaka eksekutor, črni angel s svetlimi lasmi. Njena tovarišica zbeži, ona pa se ujame v mrežo kakor ptica. Mučitelj tuli, da je vražja ženska, ker ne more zlomiti svetlobe. Zdrži do konca. Zmaga. Samo nekaj dni, preden spomladi zažvrgoli škrjanček, jo rabel odpelje v gozd in ustreli. Telo omahne, duh pa preživi in se oglasi. Vsakič, ko kot puškomitraljes zadrdra zlata harmonika, ki jo godec široko razkoračen igra v podhodu ob ulici z njenim imenom in poje pesem o Ljubljani, mestu heroj. Katja Perat, nasilje želje. Z vso silo, kot pri ritmu v ljudskih baladah, ki posnema srčni utrip in predvsem srčni utrip v časih krize, na hard, kot rečemo v ljudski govorici, na smrt, če pretiravam, res sem si želela brezobzirnosti, ki omogoča ljubezen. Kot si nestabilni ljudje želijo, da bi se pri 90 na uro zaleteli v zid. Bojim se miline in za strah še v Star Wars vedo, da vodi na temno stran. Česar se dotakne, neha biti lepo, da bi se lahko zdelo lepo, grdo ravnam z ljubeznijo. To me zaznamuje. Damaged goods. Ne potrebujem poezije, ampak strokovno pomoč. Morala bi zamižati, stopiti v prazno in počakati, da teorija obzirno zapre vrata za sabo, da ne bi česa zmotila. Primož Čučnik, moje hortenzije. Jezik je ena od skupnih zadev, zato moramo skozi strukture dialektov, narečnih posebnosti in slengov, da se razumemo. Isti jezik, ista težnja po svobodi, pa toliko nesporazumov. Narod je univerzalna množica posameznikov, ki so pokazali jezik drugi univerzalni množici itd. Ali pa je to nacija?
Ali pa je to Evropa? Kaj govorim? Naš cilj je, da jih čim prej ujamemo. Zakaj nam stare strukture prečijo signale in motijo oddajnike? Zakaj nam ne nese dlje? Saj ni rečeno, da nam ne, ampak o tem so nas prepričali. Vendar ostaja vprašanje, kdo in zakaj nasedamo. Smo res tako naivni, da še nismo odkrili misterija države? Lepila, ki jo lepi skupaj. In če bi ga, ali bi še rabili govore? Kaj bi proslavljali namesto vlad? Moje hortenzije. Ali je slepilo univerzalno, ali se lepimo posamično? Kaj govorim? To je obdobje novega optimizma. Samo da smo zdravi. Samo da bodo obrodile trte. Vsak pri sebi ve, kaj so njegove hortenzije. Govorica je skupna stvar, ki nas lomi. Ljubezen nosi culo pogojnih skrbi. Mak je njena verižica. Da se razumemo, sum nas straši. Les se suši in nam dela prisluhe. Lep jezik zagatno zaliva in liže in lepi moje hortenzije. Katja Perat, ponesrečene identitete. Ljudje sedijo doma in gledajo v računalnike. Lepo se oblečejo, stojijo pred ogledalom, pustijo avto doma, ker bi radi bili pijani, kličejo prijatelje, vlagajo trud in včasih jokajo, da bi se počutili bolj upravičene do svojih pesmi. Potem prirejajo literarne večere, na katere nihče ne pride. In včasih kdo pride, ampak jim ne verjame. To so žalostni intelektualci. Ne zamerite jim, ko tiho stokajo, medtem ko se molče vračate z dela in po nepotrebnem mislijo na smrt. Za njimi so leta samoprevar, ki jim nekateri znanstveniki, ki ničesar ne razumejo, rečejo prihajanje k jeziku, ustvarjanje šuma med dvema besedama, da luknja, ki jo ločuje, ne bi prišla preveč do izraza. Za obljubljanje besedi, naučeni, da se izmakne stvari, ki zabrisana stoji nekje v ozadju in opominja na nepriljubljenost in slabištvo žalostnih intelektualcev. Mogoče ne veste, o čem govorim, vendar bi razumeli, če bi hodili na literarne večere. Počasi zaključujeva. Čakaj, še lahko najdem nekaj. Uroš Zupan, ostaja vedno tisto drugo. Dobro je, če se lahko seliš iz življenja v življenje. Zrak postane zatohel, gneča neznosna. Stari govorijo, da se z njimi vse konča, mladi, da se z njimi vse začne. Odpreš vrata in odideš, nikomur nič. Si pustil sled, je nisi, prstni odtis, ga nisi, mogoče vonj po minulih letih, kaj ti ljubezen se ne razdiši, ga nisi, ni važno. Te bodo citirali, govorili o tebi s spoštovanjem in strahom, te predstavljali kot utelešenje neumnosti in slabega okusa, ni važno. Vsaka enosmerna ulica se nekje konča. Stvari so slabe, če te ne pripeljejo do sebe, kot to pozno popoldansko sonce, kot izgubljena toplota, kot veter iztrgan iz zraka, ki barva listje z obeh strani. Besed se naveličaš in jih končaš. Tišina ki jih ločuje, se tudi nekje konča.
Ostajata dve osi, ki se poljubljata na steklu in nedoločna predstava o škatlah Josepha Cornella, živi čas pobran na ulici in dan v uporabo domišljiji. Ostaja tisto drugo, raj, ki ni izključno tih, pekel, ki ni izključno statičen in nevaren. Ostaja tisto drugo. Biti pisatelj je skrajno dolgočasno. Roke uporabljaš samo za tipkanje. Katja Perat, s kom spijo pesniki? Reče se, da se ljubimo. Zato prazna mesta med telesi zapolni lepa kultura. Pesniki vedno spijo z literarnimi osebami. Pesniki, ki oblačijo slečene ljudi v glagole v nedoločniku. Pesniki, ki zjutraj molče spijejo kavo, preden grejo in veš, da jih ne bo nazaj. Gane, kot ganejo ameriške avtoceste, lepo, ki nastane, kadar se ne obremenjujemo s prisotnostjo. Sicer pa nič posebnega vse skupaj, kot pri blagajničarkah in taksistih. Neupogljiva resničnost in strah pred praznim prostorom. Stvari, ki jih počnemo s telesi drugih ljudi. Ljubezen. Evo, konec, hvala. Hvala vam. Naslednji četrtek ob 6. Dobrodošli. Hvala.